Hvala, da ste tukaj. Mi smo sklicali ta novinarski zajtrk, zdaj v zadnjem momentu, tik pred prazniki, tudi z namenom, da še enkrat zbudimo in pozovemo ministrstvo, ki se očitno pač zavida v molk in želi vse probleme minimalizirati, kar se nam zdi nedopustno. Mi smo vedno v stiku tudi z različnimi inštitucijami, naprimer Inštitutom za socialno varstvo, delamo na spremembi orodja, ker se je ugotovilo, da je orodje neprimerno, predvsem pa, da podeljuje zelo arbitrarno ure osebne asistence. Ugotovili smo, da ni v bistvu nobenih periodičnih preverjanj teh ur, na Švedskem imajo na 2 leti preverjanje ur, so te odločbe zavedno in večno. To bo tudi treba dopolniti zakon. Predvsem nas skrbi, da dejansko so v prvem planu drugi interesi, ne interesi porabnika, porabnik ni v centru skrbi, oziroma ne skrbi, niče slučajno, ker osebna asistenca ni skrb, to je treba poudariti, ampak uporabnik mora biti center vseh interesov, je pa pogost predmet interesov. Ni dovolj poudarjena tudi strokovnost izvajalcev, se pravi SP ali pa zavod je lahko odprl, ne glede kdo pač, tist, ki si je vzel 20 minut cajta in je opravil te birokratske postopke in seveda je dobil registracijo in kaj lahko po mili volji izvaja, kar pač izvaja brez nobenega nadzora, brez nobenega preverjanja. In skrbi nas, ker nihče dejansko ne nadzoruje tega, nekatere probleme se minimalizira in mislimo, da je treba veliko popravkov, predvsem glede izvajanja strokovnosti in nekega kvalitetnega tudi izobraževanja tako osebnih asistentov, kakor tudi na CSD-ji, tako imenovani koordinatorji osebne asistence, ki so po našem mnenju tako niso sploh bili izobraženi in ne razumejo nekih ključnih konceptov zakona. Pač, ker se, koliko je praksa v Sloveniji pogosto samo neke novitete prevaja na starih modelih. In to je žalostno, ker v bistvu zakon o osebni asistenci slovenski je v bistvu svetovno, v bistvu špici, dejansko nimamo boljšega zakona, ampak če se ga bo izvajal na način, kot se zdaj to počne, ga bo tudi bolj konec. In to je naša skrb, da dejansko zaznamo ceni tega, kar imamo, samo zato, ker se nekateri pripalijo, da je vse v redu, da ni problemov, čeprav so prozni problemi in tudi veliko zlorab na terenu, tisti, ki smo na terenu, vidimo in vemo in tudi opozarjamo, ampak strani ministrstva se zdi, da ne letimo na gluha ušesa, ignoranco in minimaliziranje. To je en primer. Tudi 2 primera sta dovolj alarmantna, če se dogajajo zlorabe. Tudi en sam primer, za moje pojme, je dovolj, da se spodijo odgovorni in reagirajo.
Elena je bila že zelo izčrpna, tako da bi jaz tukaj mogoče zdaj v tem trenutku dodala, da predlagamo tudi, da se čim prej izenači status družinskega pomočnika s pravicami zaposlenih osebnih asistentov, saj mnogo teh nepravilnosti ali kakorkoli, lahko temu rečemo, prihaja tudi zaradi tega, ker pač družinski člani v tem primeru niso v enakovrednem položaju oziroma so v, bom rekla, precej slabšem položaju, tako uporabniki kot tudi družinski člani in pa seveda je tudi v vprašanju financiranje tako družinskih pomočnikov kot osebnih asistentov. Vsekakor je potrebna ureditev družinskega pomočnika in izenačitev. To pa bo verjetno v nadaljevanju pripeljalo tudi do tega, da bodo uporabniki osebne asistence, ki koristijo osebno asistenco tudi s pomočjo oziroma jo zagotavljajo družinski člani kot osebni asistenti, prišli do ugotovitve, da je osebna asistenca tista, ki jim omogoča neodvisno življenje in da so drugi izvajalci oziroma drugi ljudje, ki bodo osebni asistenti, lahko celo boljši od družinskih članov. To ugotavljamo že zdaj po nekaj mesečni oziroma v letošnjem letu, praksa letošnjega leta, saj družinski člani, ki se zavedajo, da so v dveh vlogah, prepuščajo za to, da lahko njihovi odrasli otroci, družinski člani živijo neodvisno in samostojno, dopuščajo možnost vstopa v družino, vstopa v okolje, kjer živi družina, drugim ljudem in kar najmanj 2 uporabnika sem slišal osebno, ki sta povedala, da so zunanji izvajalci osebne asistence boljši, kot je mama, boljši, kot so stari starši, ki seveda zelo dobro skrbijo in znajo, saj jih poznajo v bistvu že celo življenje, ampak osebni asistent je delovno mesto, kjer se zagotavlja tista storitev, ki jo posameznik potrebuje. Ugotavljamo tudi, da se uporabnikom osebne asistence, ki so poleg družinskih članov omogočili ali pa si priskrbeli izvajalce, tudi druge izvajalce, postajajo vedno bolj aktivni in iščejo možnosti vključevanja v različne dejavnosti, za razliko od prej, ko so več ali manj ostajali v krogu družine, ugotavljajo, da je lahko njihovo življenje veliko bolj kvalitetno in samostojno z izvajalci oziroma s posebnimi asistenti, ki so prišli na novo in jim dali v bistvu možnosti večje socialne vključenosti. Ja, zdaj danes je bilo veliko povedanega o tem, da družinski člani in pa drugi izvajalci osebne asistence trenutno izvajajo osebno asistenco. Jaz mislim, da tudi v prihodnje bo tako, bo pa potrebno sicer urediti tudi ta razmerja, kdo izvaja osebne asistence. Nujno potrebno je porediti tudi strokovno vodenje in pa zagotavljanje ustreznih delovnih mest za osebne asistente. Zakaj? Zato, ker delovno mesto je specifično. To ni okolje, ki je običajnemu delovnemu mestu, to je v domačem okolju uporabnika, kjer je veliko faktorjev, ki vplivajo na delovno okolje in pa dinamiko osebnega asistenta in pa uporabnika. V tem trenutku so izvajalci večji v prednosti, lahko rečemo, v tem delu, ker imajo zaposlene strokovne vodje in pa strokovne delavce, ki imajo že iz preteklosti znanja, kako reševati določene situacije na terenu, ker se pojavljajo situacije, še posebej tam, kjer so kakšne težave v družinskih odnosih in tega ni malo. Zato je potrebno ustrezno znanje, potrebno je pa upoštevati tudi to, da je potrebno nujno izobraziti koordinatorje o tem, kaj je aktivno življenje osebne asistence, kaj je
možnost uporabnika, kaj je zakonodaja, ki ureja delovna razmerja in da se tako zaščiti v odnosih izvajanja osebne asistence, tako osebnega asistenta kot uporabnika. Kar so izvajalci, ki imajo zaposlen strokovni kader v tem trenutku, po mojem mnenju, sposobni zagotoviti, ker je za to potrebno pač eno ustrezno znanje. Seveda pa nadzor tudi nad porabo v smislu porabe ur, koliko ur dejansko se pri komu naredi, v smislu transparentnosti, beleženja delovnega časa, pomoč na domu že dolga leta to aplikacijo, ki jo imajo, uporablja se pač dejansko ve, da je osebni asistent, da je socialni oskrbovalec na delu. Mislim, da je prav, da bi se tudi na tem področju strani ministrstva šlo razmišljanje v tej smeri, da uvede nek sistem, kako se bo beležilo prisotnost zaposlenega na delovnem mestu. Tudi nam je v interesu, da se zmanjša število ocenjevalcev. Ti ljudje, tudi jaz sem ena izmed teh, nismo bili ustrezno izobraženi. Jaz sem bila 3 dni na tem izobraževanju in bom rekla, da je bila katastrofa, pa jaz izvajam praktično. Mi smo eni najdolgotrajnejših izvajalcev, praktično 5 let vas know-how smo jim predali, ki pa pač niso znali, pa niso sposobni prenesti v ustrezni obliki. Skratka, ocenjevalci na različnih koncih Slovenije tako arbitrarno ocenjujejo in razlike med primerljivimi, bom rekla, diagnozami, bom to besedo uporabila, so tako bizarne na enem koncu Slovenije, pa na drugem, da to ne prinese nobene presoje. In to so se zdaj na ministrstvu tudi zavedali, so priznali, ampak kaj bomo pa naredili, pa ni rezultat. Tudi imam neuradne informacije, da koordinatorji niso niti podajali obvezne priloge, ki je življenjska zgodba uporabnika, pa kljub temu so najproblematično njihove nepopolne vloge bile sprejete, ocene veljavne, oni so pa dobili ustrezno plačilo, tako kot vsi ostali, ki pa so izpolnili vse profesionalno. Tako da take ljudi je treba nemudoma izločiti iz tega kroga ocenjevalcev, ker pa strokovno niso pač dorasli svoji vlogi. Očitno ne vejo, kako je pomembna njihova ocena in presoja za posameznikovo življenje. Tukaj ni borbe med večjimi pa manjšimi izvajalci. To sem že prej pravila. Nimamo želje po temu, da bi govorili ali pa, da bi rekli, kdo slab izvajalec. Ampak treba pa preveriti stvari. Treba mora biti preverjene. Izločbe se izdajo tako. Dejstvo je, da mi, ki smo ta večji, imamo ogromno uporabnikov. Jaz verjamem, da določeni točki se moramo tudi mi sami reči, mi ne zmoremo take kvote, ker je okoli 2000 zaposlenih, čez 900 uporabnikov, to je ogromno ljudi. In ni napaka v temu, da je zdaj toliko odločb, ampak jih je pa treba ljudi ustrezno, ki izvajajo osebno asistenco, opremiti. Pač enostavno, če greste gledati, to je čisto off the record, če gledate Facebook stran gledati, tam se izvajalci med sabo dejansko pogovarjajo, a je treba regres izplačati, kakšna je mi plača, kakšni so dodatki. A veste, to je tako nestrokovno. Mi imamo sprejete akte, interne akte, na podlagi katerih se izdajajo nočne, dodatki, vse, stimuliramo zaposlene. To je ogromno psihično napor na delu delati kot osebni asistent. To ni lahko. To ni lahko, to res ni lahko. Ti si v dinamiki mame, očeta, pa še kakšnega uporabnika, žene, moža in tukaj so odnosi, se veste kako je. Jaz vedno pravim pri naših zaposlenih. S mojim partnerjem 8 ur težko skupaj funkcionirava. Zelo težko, da bi se dobro razumela. Z asistentom moram. In tukaj morajo strokovne službe vstopiti in ukrepiti osebne asistente,
kar pa drugi izvajalci zdaj naredijo, oni si kar tako, ne? Gremo. In ministrstvo je isto v tem duhu šlo naprej, pač izvajalcev super so, bodo vsi uporabniki vključeni, ja, ampak na kakšen način, za kakšno ceno? A je smisel to, da si samo vključen, ali je smisel to, da si ti aktiven, da greš v skladu z zakonom o osebni asistenci koristiti osebno asistenco, ali je to podaljšana roka neizpisanega zakona o dolgotrajni oskrbi, ležiš doma in s tabo delajo, kot drugi mislijo, da je prav. To pa ni namen osebne asistence. In to nikoli ni bil. Vsi, ki so bili zraven, tukaj smo pisali v tem duhu zakona. Ne? Da si aktiven, da lahko poveš, mogoče z A-jem, O-jem, kakorkoli, ampak on te mora razumeti. Jaz bi eno stvar podarila. Od samega začetka je, tukaj mogoče posegla malo v društvo, ampak je bil pa potem nadaljevanje tudi nas, ki smo pristopili k programskemu izvajanju osebne asistence, skrb za uporabnika, v smislu tistih uporabnikov, ki so nujno potrebni, ki ne bojo preživeli, ker pomoč na domu ne bo naredila kateterizacije, ne bo naredila eleni aspiracije, ne bo naredila ne bo in ostanejo po domače povedano, da ne rečemo, v zelo slabi situaciji in nima družinskega člana, nima nikogar. Se tukaj, če bi bil družinski član, hvala Bogu, da bi še prišel, ampak ga nima. In tukaj se zdaj mi zagovarjamo uporabnike in pa strokovnost na tem področju. Uporabniki morajo biti varni. Zdaj, kdo prihaja noter? Je pa naloga ministrstva, da to poskrbi, da prihajajo ustrezni izvajalci. Naloga centrov za socialno delo v letu 2020 pa bo, da prihajajo ustrezni uporabniki. To pomeni, da so tisti, ki so res upravičeni do storitev, to pomeni, da je treba ponovno izobraziti ocenjevalce, pripravlja se ocenjevalno orodje, ki je smiselno, ki bo upoštevalo, kaj ti potrebuješ, ne kje rabiš. In nas pač skrbi v tem delu, da tako kot je Elena povedala, bo konc za uporabnike, ki so nujno potrebni. Ni problem, greš status družinskega pomočnika, je še aktiven, ga vzameš, greš drugam, kaj pa mi? Mi smo včasih do občine hodili fehtati za denar, zato da smo zaposlili osebnega asistenta. Mi preferiramo, da zaposlimo konkretne osebe, ki po 6 mesecih, oziroma že takoj, so redno zaposleni, pa imajo poskusno dolgo 6 mesecev. Mi imamo težave pri tem, da ministrstvo prizna to, da določeni SP-ji, izvajalci, ki so jim dali ta status in tudi, skratka, nimajo zaposlenih oseb. Ja, nimajo zaposlenih oseb in so to prikarne zaposlitve. In dobijo pa isto vsoto kot mi in seveda oni potem na Facebooku si en drugemu sugerirajo, kako okolj prinesti zakonodajo, pa povišati, ne vem, ure in tako naprej. SP lahko izda račun za izvajanje osebne asistence tudi 1000 ur na mesec, če želimo, tako bolj konkretno. Ja. In če ti pomnožiš 1000 ur krat to, odzadnji pa ne rab prikazati, koliko zaposlenih ima. Tako. Ker to pa mora prikazati izvajalec. Izvajalec v svojem poročilu prikaže, kdo je bil in to je SP. Janez Novak, 1000 ur, račun je plačan. Kdo, koliko ljudi je pa to naredil, pa noben ne ve. In to je ta problem, to je tisto, kar je Elena, ti si to hotela izpostaviti. Ko govorimo o konkretnih številkah, pa vemo, koliko je to, dajte 1000 ur krat 15, pa vemo, o kakšnem denarju govorimo. In to je ta močna zgodba, ki se odvija od zadnji OSP. Nihče od nas, saj jaz lahko v tem trenutku s svojim imena rečem, nismo proti SP-jevcem, ampak imamo vsi enaka pravila. Pri Zvezi paraplejkov imamo 6 SP-jevcev, ki smo jih omejili na 60 ur. Mi smo pa se res tega držali, ampak navodila ministrstva. 60 ur lahko naredi v primerih nadomečene bolniške, odsotnosti zaradi dopusta ali pa kakšnih izrednih stanj. To je to. In to plačamo. In seveda nas tudi pritiskajo, zakaj ne dajemo več in tako naprej, ampak pač mi smo sprejeli tako stališče. Tudi pa nas je stališče en družinski član. Ampak vse to pač se bojo stvari jaz predvidevam, da uredile, ampak zaenkrat je pa tako, kar je. No limit. Lahko je družinski član,
je asistent, oče in izda za še 200 asistenco in to je njemu plačano.